Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak ponedeljek prebujamo v zgodbe ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, torej sledijo svojemu srcu. In danes je z mano Slovenka, ki s svojim možem Venezuelcem živi na Dunaju, tam tudi ustvarja, je vrhunska violinistka in soustanoviteljica glasbene šole E-sistema ter mama 3-letnici. Ajda Azokar, pozdravljena! Lep pozdrav! Povej, zakaj violina in zakaj Venezuelec? Violina, zato ker v glasbeni šoli niso imeli prostega mesta za klavir pri učiteljici, kjer sem jaz hotela biti. In Venezuelec zato, ker... to pa nisem nikoli pomislila. Je nič, zato ker je bil fajn, ne? Zdaj sem ziher zardela. Sigurno je neka kulturna ta razlika, kako vidva to, mislim, Slovenija, Venezuela, koliko smo si kaj podobni, koliko smo si različni in kako to dejansko potem vpliva tudi na koncu koncev na tvoj life, ker dvomim, da si to načrtovala, v bistvu se tako kulturno pomešati. Ker isto si rekla, ne, sem hotela klavir, pa je bolj prišla violina, ne? Ja, klavir sem pol kasneje tudi, veš, tako da tukaj sem pol dala kar 2 muhi na en mah, ne. Zanimivo je, v bistvu predvsem zaradi tega, ker nekih ogromnih kulturnih razlik ni. Jaz sem veliko sporednic potegnila z našim Balkanom. Iste navade, kofetari, itak, iste neke tradicije, podoben način, ne vem, oni imajo recimo spodje pasulj, oni imajo tudi delajo ogromno stvari iz fižola in takih zadev, ne. Isto odprti, ker pogovarjali bi se komunikativni, ne, bolj greš dol, bolj je vse glasno. Tudi Latinoci so zelo glasni. Druga pa, ja, te so bile kakšne zadeve vmes, da mi kaj ni bilo najbolj jasno, pa njemu tudi ni bilo najbolj jasno, ampak ti se pa sproti naučiš, ne, mislim. Ja, ampak vidva sta tudi oba glasbenika, ne, tako da se najbrž tudi tukaj na nek način ujameta, povežeta, ker tudi skupaj ustvarjata glasbo, ne. Kako je to, je to tebi lažje ali bi ti bilo lažje, da bi on delal nekaj drugega, ker se najbrž tudi večkrat sporečeta na te teme? Tak vprašanje, ti je všeč, da si z možem 24 ur na dan? Ne, hvala Bogu smo oba dva ful za to, da sva tim. In delamo oba dva za to, da ta tim deluje, da se razumemo. Jaz sem tukaj malo bolj težek karakter, iskreno povedano, in on malo lažji. In pa tukaj se spet nekako zgliha. Ampak ja, so itak, da so trenutki, ko se tudi poklicno nikakor ne prideš skupaj z nečem. To sva že videla recimo, da v komorni bova midva težko skupaj sodelovala, tako da smo bolj na pedagoških vodah skupaj, pa v orkestru, to sploh ni panika itak, pa preveč ljudi je tam, ni časa za kregati se. Ampak ja, ko pa recimo smo imela možnost, da sva igrala kot solista dvojni koncert za violino in violo, ne, tukaj, ko smo pa vadila, je pa mož spet malo popustiti, pa pač mene poslušati, pa vse v redu. Tako jaz vedno pravim za montažo pohištva iz Ikeje, ne, da če moški mene posluša, vedno se stavimo v omaro, ne. Glej, prav zdaj si mi spomin prinesla ravno to, ko smo dobili pohištvo iz Ikeje, pa so moški sestavljali to skupaj, pa sem bila jaz tak, Bog pomagaj, pa sem vzela papir, pa sem jih komandirala, ne, pa je bilo vse v redu. Gremo zdaj še malo nazaj. Kdaj pa si ti začutila v svojem življenju, da je glasba tisto, s čemer se hočeš resno ukvarjati, torej da je glasba tista tvoja pot, ker pa če si takrat že vedela, da je to pač ni lahka pot, no, biti glasbenik. V 2. letniku srednje šole, ker jaz sem bila v bistvu vzporednik, delala sem srednjo glasbeno v Velenju in poleg sem obiskovala prvo gimnazijo v Celju, splošni oddelek. Je bila kar hardcore kombinacija, ampak je nekako ratalo. V bistvu moja želja je bila najprej, da bi bila veterinarka, ne.
Moj dedek po očetovi strani je bil tudi veterinar in tukaj sem imela ful neke motivacije, inspiracije, podlage, recimo, ne. Ampak v drugem letniku je pol tako naneslo, da sem dobila ogromno nekih različnih projektov z orkestri, pa tekmovanja, pa ne vem, res je bilo, ful se je dogajalo, no, na glasbenem področju. In pol so bile, mislim, neke daljše počitnice ali nekaj je bilo, da nisem... točno, roka se mi je vnela, to je bilo. Do petje se mi je vnelo, to je bilo. In 2 meseca nisem smela sploh igrati violine. Torej, violinistično zapestje. Skoraj, ja. Kolec. Tako, podobna zadeva se mi je zgodila, malo smo se prenaterali, pa malo smo kaj narobe naredili, ne, tehnično, in ja. Ampak ta 2 meseca sta bila, pač prvi teden, drugi teden, ni panike, ne. Ni treba vaditi. Ampak pa je bilo pa to čedalje težje in takrat sem videla, da pa jaz, če spustim to ven, ne, iz svojega življenja, da to brišemo stran potem s študijem, da mi bo dušo ubilo, evo, da pol ne bom več to jaz. Prej, kaj bom povedala o tem, kako je ta, ne vem, glasbena pot težka in naporna. Ja, to sem se pa že takrat rahlo zavedala, ker je bilo smešno nekako, zdaj je smešno. Takrat mi je bilo kar malo srhljivo videti, kako smo vsi vrstniki med sabo že tekmovalni, kako sodimo ljudem hitro, ne, vse te stvari, ne. In tisto me je pa kar malo prestrašilo takrat, zato ker sem mogoče bila bolj sramežljive vrste človeka. V bistvu odvisno je bilo od okolice, no. Če sem začutila okolica, da je taka, pa sem bila kar blokirana in sem se kar nekako skrila, če pa je bila okolica kul, pa neobremenjena, pa je bilo meni tako, da to mi je bilo pol debet. Če danes čutiš močno potrebo, da tako rečem, da te zunanji svet potrdi za to, da čutiš, da si na pravi poti, oziroma da čutiš samozavest sebi, ali si v enem trenutku začutila, da ne, da pač ti delaš dobro? To, da bi rabila potrditev iz zunanjega sveta, da je zdaj pa moja odločitev bila prava, pa da ne vem, da igram na nekem nivoju ali pa da to niti nisem rabila jaz, no, čisto iskreno, če povem. Rabila sem bolj okolico, kjer so stvari kul, ja, da je, pa ne rabi biti umirjeno, ne. Ne rabi biti umirjeno, lahko je ful kaos, lahko se svašta dogaja, ampak da so ljudje neobremenjeni, no, to. In to me je malo tudi ven če sem lahko malo nesramna, iz Slovenije zbilo oziroma zbrcalo. Danes v bistvu še vedno isto reagiram nekako, no, čeprav se že malo bolj znajdem sama s sabo, ker itak, ljudje so taki in drugačni vse posod. Ampak se mi zdi, da tam, kjer je bolj široko mednarodno okolje, da še vedno neka tekmovalnost ostane, ampak da človek v enem trenutku ugotovi, da je bolj od tekmovalnosti pomembno, da se vedno znova pač vrača k svojemu srcu in da pač je dober timski igralec, tudi v glasbi, konec konca, ne? Ja, v glasbi je kar edino, če si solist, no, ampak zato moraš imeti že prej take in drugačne predispozicije in biti res ekstremno talentiran in ekstremno priden. Zdaj ne vem, kaj imajo vse te osebe še v ozadju in kaj gor drži to. Če pa si ti seveda v orkestru, v komornih skupinah, je pa absolutno to pomembno. Mislim, drugače to sploh ne štima, drugače te v bistvu okolica te izloči. Ja, samo od sebe se dostikrat zgodi. Saj glasba sama po sebi že v osnovi je harmonija, ne, ali pa simfonija. In mora štimati v bistvu tudi v odnosih, ne. Se mi zdi, da če ne, da potem ne more na dolgi rok delovati, niti ne more dobro zveneti, če ni v človeških odnosih, v enem timu glasbenem, pač to čisto, ne. Načeloma ja. Je pa v glasbi ogromno ega. Ogromno. In včasih ljudi, ki imajo močen ego in so tudi močni, pač da si ne pustijo, oziroma jih ne more kaj raniti, ne, kljub temu lahko ustvarijo neverjetno lepo glasbo, ne.
Opazila sem tudi, da je ogromno ljudi ni tako empatičnih, igrajo pa s takim občutkom, da ti ni jasno, kako je to možno. Glede zaradi tega, ker si rekla, ne, glasba, harmonija, ne, vse mora nekako, pa glasba, čustva, pa vse to, ne, kako? Pri umetnikih je znano, da pademo konec koncev v meni se zdi, jaz ko pišem, padem v eno drugo stanje, no. In takrat, v resnici, takrat ni ega zraven, ne. Ego je vedno prej, pa pol, pa okoli, pa ne vem, pol, ko iščeš potrditev, ali pa ko hočeš nekaj, ampak v tistem momentu, ko padeš not, se mi pa zdi, da v resnici ni prostora za ego. Če padeš res not tako, kot moraš pasti, pa potem to, ko res pridejo vsi ti občutki, pa glasba ven do izraza, ja, absolutno. Mislim, takrat si samo ti, ne. To si ko take mehurčko noter po mojih občutkih in takrat je v bistvu ful dober moment, tudi imam recimo strah pred nastopom, ne, tista napetost, se mi nekako prelevi v neko užitek, v neko navdušenje, mogoče to, neko tako zabremzano evforijo. Zabremzano zato, ker če pa si spustiš, ne, da si totalno evforičen, pa nimaš več kontrole, ne. Ja. Ti pa pač kot instrumentalist, oziroma ne instrumentalist, splošno kot glasbenik rabiš med kontrolo nad svojim telesom in nad tem, kaj počneš maksimalno. Ne. Ampak da vztrajaš v bistvu na eni taki poti, ki je polna izzivov, je pa tudi ego fajn, no, se mi zdi včasih, da ga imamo, oziroma da nas včasih tudi porine ali pa potegne naprej, takrat, ko bi mogoče kdo drug, ki nima toliko močnega ega, spustil vse skupaj, pa se prepustil, ne. Kdaj je bilo recimo v tvojem življenju na tej poti tebi najtežje, pa da veš, da si v bistvu z svojim karakterjem premagala to? Pa ne vem, ni bilo po mojem nekega najtežjega trenutka, zato ker pač v teh vodah, kjer sem jaz, mogoče se tudi izognem tem najtežjim trenutkom, rečemo tako temu, no. Ker mogoče se nočem soočiti s tistim trenutkom, ko bi me, ne vem, lahko zbil ali pa kaj, ne vem. Mogoče ima tukaj moj ego kaj zraven, veš. Mogoče. Zdaj smo se tako ful, no, smo v bistvu, ja, okej, zdaj je tako pač situacija po svetu kakršna je in smo se morali tudi usmeriti bolj v pedagogiko. Okej, pač se so kakšni projekti online, ne, ampak pač to vse potem delaš doma sam. Ampak ja, tudi moj fokus je vedno bil, no, učiti in igrati poleg, ne igrati in učiti poleg, ne. Pač prvo mesto je bilo to učenje in pol sem vedela, da še pa rabim obvezno zraven igrati, ne. Zato sem tudi šla potem, ne vem, na te audicije za par projektnih orkestrov, ker videla sem, okej, če bom samo to delala ali pa samo to, mi bo dolg čas postal, no. Sem opazila, da mi bo ta kombinacija, no, nekako najbolj ustrezala in ful je lepo delati z otroci, ful. In najboljše v bistvu je, ko dobiš njihov feedback nazaj, ne. Zdaj, itak, da so tudi taki, ko ne dobiš nekega feedbacka nazaj in tako ti malo včasih, to so mogoče težki trenutki, ko sam tako pomisliš, kaj za vraga delam narobe, ne. A veš, sem učiteljica in moja dolžnost je, da otroka znam pravilno motivirati, da mu preberem karakter, ne, kaj bo za tega otroka pasalo, kako pristopiti do tega otroka. Ful je izziv v bistvu to, ful je izziv, ne. Ampak pa, ko poskusiš že res vse možno, ne. Vmes seveda še se posvetuješ s kakimi drugimi učitelji, pa ne najdeš, ne, to so mogoče ti težki trenutki, ko te zafrustrirajo, ampak to samo zato, ker pa pomisliš, kaj jaz delam narobe, ne, kaj ne paše tu, ne. Drugače pa poleg pa pač to igranje in ti orkestrski projekti, tukaj se pa mogoče tudi jaz spomnim enega trenutka, zdaj, ko je bil težek, ker sem bila kolegica od vodje drugih violin in ni nič naredil, no. On res ni nič delal. Imel je pa ta vladen ego, ne. In jaz nisem smela nič narediti potem tudi, ne. Pa še moški, ne, pa tudi druga kultura in to je vse tako, ja, malo je bilo, tisto je bilo težko. Takrat sem res mislila, da mi bo ta človek živce požrl. Ampak glej, hvala Bogu, je bilo to enkrat, no.
In nekako mogoče so tudi dobri ti projekti za mene. In so, ja, fini so, mislim, ful jih pogrešam, res, prav ful pogrešam te projekte in sploh mi je še kar na jok mi gre, ko pomislim, naš zadnji koncert je bil en izmed najlepših projektov, kar je bilo možno. Ni bilo v bistvu nič posebnega. Bil je enostavno koncert z različnimi deli in pač manjša simfonična zasedba, ampak ljudje, mislim, kako smo bili med sabo povezani in to je bilo pa res noro je bilo, no. To je tisto, kar ti potem še da to dodano vrednost, se mi zdi. Že tako ali tako delaš nekaj, kar te veseli z glasbo, tako si rekla, padeš noter v to zabremzano euforijo, ampak pol, če so še pa ob tebi ljudje, ki jih res čutiš in da skupaj ustvarite, se mi zdi pa res vrhunec tega, kar lahko doživiš pri glasbi. Isto da neke motivacije za naprej, inspiracija, mislim, zdaj jo prav poudarjam, pa jo mogoče sem že parkrat danes omenila, ampak je ful pomembna sestavina vsaj mojega življenja. Mislim, glasbeniki brez tega utopijo, po moje. Splošno se mi zdi, vsi ustvarjalci rabimo dogajanje okoli sebe, tako kot si rekla, inspiracijo, da lahko potem ustvarjamo in sploh živimo naprej, ker smo toliko bolj pač občutljivi na neke tudi te čustvene triggerje, pa to se mi zdi, da iz tega ven potem ustvarjamo ali pa smo, ne. Prej si že omenila, da kot učiteljica, pa na koncu tudi kot mama, je največji izziv pač čutiš pred tem, kako se soočiti s tem, da se otrok ne odzove tako, kot bi si želel, pa tako kot ne. Kaj se ti zdi recimo najpomembnejše? Ker se mi zdi, da malo nas to prizadene tudi zato, ker si želimo biti dober vzor, ne? Ti si želiš biti najboljša učiteljica za svoje otroke in seveda najboljša mama. In kaj se ti zdi, kaj so tiste tvoje vrednote, da se ti zdi pomembno, da predaš mladim, kot učiteljica in kot mama, za življenje? To preprostost neko, oziroma da se ne sekiraš za stvari, ki so se v bistvu že zgodile. Če narediš napako, a veš, pa te čisto zafrustrira, pa sploh ne moreš naprej nič več skupaj spraviti, čeprav bi lahko odlično recimo odigral, da pozabiš to, pač je bilo, in da se ne bojiš v bistvu tudi ne napak. Jaz rečem velikokrat mojim učencem, zaigraj na glas. Zaigraj na glas, če je forte, igraj orang, pa še solisti v tem primeru zaigraj. Ja, ampak tule sem, vse, bo pa na glas napaka, boljše, da pride na glas napaka, kakor pa da je vse prav zaigrano, pa vse neki napol. Pa tudi, če zaigramo na glas te napake, jih hitreje popravimo oziroma hitreje izvadimo. Take stvari, ali pa neka čustvena preprostost, da si pustiš, da se nasmejimo skupaj napaki, evo, če smo zdaj že pri napakah, da se skupaj nasmejiš, pa če to bilo res smešno, In da nimajo tistega nekega sramu, da jih ne zablokira to. Meni se zdi to najhujše, da pride do nekega trenutka, ko lahko otrok potem zaradi čisto neumne stvari v bistvu dobi nek kompleks, Ampak se mi zdi, da so nekateri sploh nimajo problemov s tem, nekateri grejo takoj, mislim, sploh niti ne opazijo te stvari, ene pa to ful trofi, in se mi zdi škoda, da bi neka taka trapasta stvar otroka zablokirala. Še pri drugih, mislim, to ni samo potem pri inštrumentu, to je potem tudi pri ostalih stvareh v življenju. Se mi zdi, da publika dosti bolj začuti glasbenika, ki je tudi človek istočasno kot glasbenika, ki mogoče se izogiba svoje človeškosti in je robotski. Se mi zdi, da na koncu so res uspešni in priljubljeni tisti, ki jih lahko začutimo, res, ko igrajo, tisti nam grejo do srca. Spet je tak, zdaj, če greš ti poslušati koncert zato, da boš ocenjeval glasbo, se ne gre tukaj za neko sprostitev, recimo, in tam vidiš potem druge stvari, Greš na nek koncert zato, da si rečeš, ajde, pač, mislim, kaj se vem, največkrat izvajana skladba, recimo Mala nočna glasba od Mozarta, Veš, si je slišal že v milijon izvedbah, milijon interpretacij,
tebe so učili, kako je to treba interpretirati, pa si šel drugemu profesorju, pa ti je rekel, ne, tako je to treba interpretirati, ne. Ti si imel še pa tretjo idejo zraven, kako je bilo to treba, pa si šel brati Leopolda Mozarta, kako so oni to interpretirali, ne. A veš, pa si malo, ne. Ampak imaš recimo, ja, ljudi, ki grejo tako, ne, in tako mora biti in grejo pač ocenjevati, kako pa oni to igrajo, ne. Lahko greš pa na koncert, pa rečeš, ok, oni igrajo spet to malo nočno glasbo, mislim, jaz osebno ne bi šla več na ta koncert, ker imam res vrh glave. Ampak, ja, greš pač poslušati in uživaš v tem in tudi, če ne igrajo perfektno, mislim pa kaj, ne. Če so iskreni na odru, ne, in vsaj po mojih kriterijih je to veliko bolj prijazen za poslušalca. Je pa tudi bolj odvisno, zakaj so koncerti, ne. Imaš koncerte, imaš festivale, imaš tekmovanja, imaš to, ne. Itak na tekmovanju glih ne moreš, tam je čista formalnost, ne. Tam ti ne bo noben rekel, ja, ne vem, ok, zato ko vsi sta isto igrala, približno isto, ampak ti si se več smejal, ti pa, a veš, ne. Je to, da itak, da tudi ta energija karakterja, pač kak si ti na odru kot, ne vem, solista, pa kaj takega, itak da tudi še svoje zraven, mislim, moreš biti, ker lahko odlično igraš, pa nimaš tiste neke energije, ki jo prineseš na oder zraven, pa te ne bojo začutili, ne. No, dragi poslušalci in gledalci Fajn podcasta, danes torej odnesite v dan sporočilo, da si dovolimo delati napake, zato ker iz napak se seveda učimo in pa dovolimo si biti ranljivi, ker to nas dela človeške in če smo človeški, se mi zdi, da v bistvu ne samo, da ustvarjamo boljše stvari, ampak tudi sebe boljše čutimo v stvarih, ki jih delamo. Ajda, hvala tebi za tvoj čas in za tvojo zgodbo in lep dan še naprej. Čau! Lep dan tudi tebi in vsem poslušalcem. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.